Meni se zdi, da so te bili malo glasnejši. Te. Ja, mogoče zato, ker bolj not govoriš, veš. Ja, zato, ja. To je pa luft. Bom dala to takole, da bomo vse uro videli, ne? Mislim, včasno. Ja, mogoče. Se to imaš, ti boš stopil. Aha, pa mi pa ti uro kaš, pa me s telefon pustila, no. Dober dan. Dober dan. Lepo pozdravljeni. Tukaj smo se zbrali, da bi malo pokukali v to, kaj je nacija in kaj je kultura. Oziroma, kaj je nacija minus kultura. Na moji levi je Vuk Čosić, avtor te knjige, te publikacije, avtor, ki mu je malo pomagala še umetna inteligenca, to vedno prav pride. Na moji desni je pa čudežni založnik, ki je bil pripravljen to izdati v Ludu Šerpa, Primož Čučnik, sicer pa verjetno ga poznate tudi kot pesnika. Jaz bi v bistvu najprej gospoda Čosića poprosila, da malo pove to genealogijo nastanka te nacije kulture, kateri v bistvu knjiga je zadnji del te trilogije. Prvo sta bili dve razstavi. Ja, upam, da se to sliši. Začela se je še prej, tam enkrat konec 80-ih in začetku 90-ih, ko sem naredil poglobljeno analizo in ugotovil, da nam država razpada in skupni kulturni prostor zato, ker so ljudje začeli tisti slogan bratstvo, enotnost brati tako, da so oni črtici vmes rekli minus, in ker so ljudje vztrajno govorili bratstvo minus enotnost, nam je razpadla Jugoslavija. To je prvo prazgodovinsko dejanje, ki z nami nima zveze na videz, ampak ima, in ko sem se lotil leta 2000 projekta Nacija kultura oziroma Nacija minus kultura, sem se skliceval ravno na to neoporečno znanstveno ugotovitev izpred 30 let. Zdaj bom probal super stisniti to genezo. Leta 2000 smo imeli tu veliko proslavo 200. obletnice rojstva Prešerna. V Narodnem muzeju je bila narejena ena čudovita razstava, fetišistična, tak imam najrajš, z rokopisi, prvimi izdajami, nalivniki, pipami, ne vem. In modro vodstvo Narodnega muzeja se je takrat odločilo prav mene of all people vprašati za nekakšen novomedijski kontrapunkt, in ker sem takrat sedel na projektu Mat Kurja, vzel in tisti Prešernov duh ljudstva, za razliko od njega, ki je v resnici blefiral in je sam pisal, sem vzel in pogledal dejanski duh ljudstva, ki se ga je najbolje videlo takrat, tako da si v živo bral vse, kar so slovenski uporabniki pisali v Mat Kurjo. Torej, nisi se tu imel ti kaj zautrujati z nekimi romantičnimi napakami v osnovi in filtri in samimi škodljivimi dodatki. Ne, imel si čisto drinking from a fire hose situacijo. Ta duh ljudstva je bil dizajniran tako, kot
prav enako kot prva izdaja sonetnega venca, ki je išla v blatu, v nekem blatu, takrat 34. In to je bilo fajn, leta 2 Jurja se je ta projekt zaključil, mat kurje ni več, flash tehnologije ni več. Zdaj me je vodstvo Moderne galerije v Ljubljani povabilo, da naredim neki remake od tega projekta. Namesto mat kurje sem kot vrelec hrepenjen uporabil Twitter. Tehnološko je stvar malo bolj komplicirana, ampak to tukaj ni v ospredju. Glavna stvar, ki nas danes tu zanima, je generator poezije, ki sem ga uporabil pri enem od segmentov tega projekta. Generator je pa uporabljen tako, da sem izbral 14 najbolj sovražnih tweetov od najhujših teh nacijev na Twitterju, Hojs, Janša, Iršič in podobni. Ta tweet dal tem generatorju, ki je iz njega potem dokončal sonet. Ta knjiga vsebuje take sonete, pa pridemo do metodologije. Ampak vmes se nam je pridružil umetniški bralec. Dajmo ga zlorabiti, zdaj, ko sem že dal ta intro. Darko, znaš odpreti na BMZ? Evo ga, to. Zdaj imamo izjemno srečo, da je prišel naš umetniški kolega in prijatelj, ki je veliki igralec in nam bo patosirano podeklamiral verze, ki jih bo prvič videl. In to je BMZ. Izvoli. Boštjan M. Zupančič. To je vojna med krščansko civilizacijo na eni strani in judovskim večnim nasiljem nad zahodno civilizacijo na drugi. Temni noči so se v nebo zgrodile sile, ki jih zdaj ni nikjer in ne bo. Na drugi pa stavijo svoje nameščene moči. V to temo še niso bile razjasnjene nobene krivice. V njej se svetlikajo črni oblaki, ki v njih so samotni plamen, njem pa beli prah in solza. V vojni so se vdali in razklali, v miru pa niso bili za železno zaveso. Zdaj smo mi gospodarji zemlje. Jaz bi mogoče za tiste, ki niste knjige še držali v rokah, morala en podnapis zdaj tukaj vam dati. Mislim, ko Vuk govori tako pametno, da tudi jaz nič ne razumem običajno. Skratka, gre za to, da je prvi vers, ki je vers enega izmed znanih avtorjev, ki jih je naštel, Hojsa, Janša in tako naprej, Vinkova, Slenko. Prvi vers je bil dan v stroj in ta vers je sprožil vse ostale verze soneta. Se pravi, umetna inteligenca je sledila temu štihvortu, kot se reče, temu prvemu verzu in po svoji zmožnosti inteligenčni nadaljevala v tem duhu prvega verza vse ostalo. Skratka, to, kar ste zdaj slišali, samo prvi vers je v resnici izjava dotičnega Boštjana M. Zupančiča, vse ostalo je pa računalnik v bistvu nadaljeval v duhu tega, kar je v prvem stihu povedano. Ja, čujem za ta, kot se reče, utilitarni napotek. Ne, cool, morda bi samo probal stisniti v parih besedah, namenoma sem srečal programerja danes še enkrat, da ne bi kakšno povedal narobe. Uporabili smo, zdaj se bo to slišalo računalniško, nekaj, čemu se reče GPT-2, to je relativno trivialen, zdaj že nekaj let star, rečemo temu AI, umetna inteligenca. To je orodje, ker ti znotraj njega razviješ jezikovni model, torej najprej ga naučiš slovenščino. Programer Marko Plahuta, ki je tako čudo prirode, je uporabil svojo bazo, zdaj že okrog 90 milijonov tweetov slovenskih. On se je učil slovenščino iz Twitterja, to je prva in edina šola, ki jo je sploh naredil. Na kar se je moral naučiti še pisati. To sta dve ločeni aktivnosti v tistem čudnem možganu. Pisati se je pa učil primarno iz dveh virov. Eno je okrog 1200 sonetov slovenskih, ki smo jih poskrejpali iz Wikipedije in podobnih virov. In največ se je naučil še iz naslovov novic. Okrog 10 milijonov
samo headlinov od novic, ker smo imeli dostop do take baze in pol je iz tega konstruiral na podlagi nekega verjetnostnega izračuna nadaljevanje besedila, ampak v skladu s tem zakladom besed. Jaz bi zdaj mogoče urednika vprašala, kakšni čudni nagoni so ga vodili pri tem, da je to knjigo izdal, z ozirom na to, da je precej hermetična poezija v enem delu in ali bo to prodajni hit. Ja, to težko ocenim, čeprav Vuk bo poskrbel verjetno za tudi to plat. Mislim, v bistvu sem se midva dobila prvič, ko mi je predstavil ta projekt. Takrat je bilo to pač za to razstavo v Moderni. Meni se je zdelo to zanimivo vsekakor, zato ker že obstaja, že dlje časa, mislim, v angleškem govorečem prostoru imaš to generirano poezijo že na spletu, lahko sam tam neke besede noto našaš in pišeš. Ne. Tukaj je bil pač ta koncept čist drugačen, meni se je zdel takoj zanimiv. Nisem vedel, seveda, kaj bo ven iz tega prišlo. Ampak zdaj, ko smo knjigo dobili, ne, in to, se mi zdi, da tudi z literarnega vidika je to nekako opravičljiv projekt. Pač tukaj jaz kot urednik nisem imel veliko dela, ne. Ker Vuk si je to zamislil, vrgel je noter robot in ni hotel popravljati robota. Ne. Tudi jaz kot urednik tukaj praktično nimam dela, sprejeti moram to, kar mi je Vuk da. Pač robot še ne zna vsega, ne, vse slovenščine, tako kot recimo otrok, ne, ki se začne učiti. Ne. Marsikateri pesnik. Tudi marsikateri pesnik. Zdaj, mene kot neka profesionalnega bralca, ki naj bi kao znal slovensko, seveda me je kaj zmotil, ne. Ampak seveda Vuk mi je zelo hitro pokazal nekaj, kar me je odvrnilo od tega, da bi mu težil. Ne. Tako da mislim, zdaj tako, zdaj ko pa berem to, zdaj pač začetek so teli tviti na znane slovenske tviteraše, ne, mislim, soneti, ki se izhaja. Naprej je pa v bistvu razvil Vuk, to se mi zdaj zelo zanimiv, ker to je v bistvu sam prvi sonetni venci narejen iz znanih tviterašev, potem gremo pa čisto še na druga polja in tako naprej. In meni se je tako zdaj, ko to knjigo berem, nekako zdi to, nekako živimo v časih hermetične poezije, mogoče ja, iz modernizma in avantgard, po drugi strani so zdaj časi angažirane poezije, ki mene, recimo, ker sem malo starejši, ni toliko blizu, tako direktno angažirana poezija, ne, ampak razumem. Ne. In to se mi zdi, ta knjiga se mi zdi pa v bistvu tudi za moj okus zelo dober primer angažirane poezije. Glih zato, ker izhaja iz tega nekega pač vsakdanjega, ne, pač tega, kar ljudi pričajo, ne, kar folk govori, kar te že na pol roboti pišejo v reklamah in ne vem, mislim, te floskule, ne. In potem dobimo eno res zanimivo, včasih kar intrigantno, ne vem, noter najdem modernistične stavke, zelo dialoška je to poezija, če jo bereš, ne, kakor pogovarjajo se ljudje med sabo noter, to je tudi zelo zanimivo. Po drugi strani je pa, mislim, zelo ta, mislim, evropska avangarda literarna. Ja, ne, to je pa to. Vsekakor je pa takoj možno navezava, tako kot si je Vuk to zamislil, ki je pometel ven rime in to, ne. Se mi zdijo pa absolutno je to spomne lahko nekateri stavki tudi na naš modernizem ali pa drugo avantgardo s Šalamunom in tista 60. Tako da se mi zdi, da je literarno tudi zelo zanimiva knjiga, no, za nekoga, ki je recimo profesionalni bralec in bo zdaj malo vihal, grdo gledal, ampak na koncu, če to zares prebereš, ni treba vsega, poezijo se pač bere lahko tudi s presledki, ne. Se mi zdi, da ima nek ta, da nekaj je v tem. Gospod Čosić, vi ste v bistvu naredili dosti več, kot je naredil Prešeren. Tukaj je 14 sonetnih vencev, po 14 sonetov in sicer res je, da pa ste mu odrezali in magistrale in niti primice Viuli ni nič posvečeno. Je na noter, ampak kar zadeva Prešerna, on je zanimiv izhodišče in v
fantastično artikulirani spremni besedi sem to lepo napisal, kar sam sem si napisal. Najprej treba reči glede tega tipa, da ga razumem. Takrat, 200 let nazaj, romantizem, izumljanje koncepta nacije, potem proizvodnja nacije, to so bili veliki projekti in oni takrat niso vedeli, luzeri, kaj so naredili, in ne moremo jih kriviti, to je takrat bilo de facto progresivno. Niso oni nič vedeli, da bomo mi potem na njihovo nacionalizem rodili še holokaust, etnično čiščenje, izbris. Tako da najprej Prešernu je treba odpustiti. Drugo, res je, trudil se je, ni pa veliko naredil. Sonetni venec je bil takrat taka novomedijska izmišljotina oziroma njegov dodatek na to Koronovi soneti s tem akrostihom. Fajn. Jaz kot novomedijski umetnik, torej kot njegov eminentni kolega v tem segmentu razmišljanja, enostavno moram iti še ta korak naprej. V slovenski kulturi je do zdaj nastalo 5 knjig vencev, torej sonetni venec sonetnih vencev, 14x14. Ne spomnim se več niti imen teh ljudi, ki so to naredili, neki lokalci, tam sem jih popisal. In seveda, ker je pisati na ta način nekoliko manj zamudno, sem si upal zadati še naslednji korak. In ta knjiga v resnici ne samo, da je venec vencev, ampak je zamišljena kot nekakšen trailer, kot napovednik za stvarni projekt, ki pa je logično venec vencev, torej ena manjša pesnitev z, mislim, da 2744 soneti. To je zdaj že v procesu. Na današnjem summitu s programerjem sva šla skozi številke, vse se izide, delamo naprej. Kratka, vi ste najbolj produktivni pesnik v tej državi. Ja, glej, jaz to razumem kot eno nujno donacijo lokalni kulturi v razvoju. Prej si omenil avantgarde, jaz sem bil šokiran, ko sem prišel sem živeti 30 let nazaj, da sem prišel v kulturo, ki ni imela nadrealizma, niti dadaizma. In moj posel med ostalim, tako kot je to posel od tvoje založbe, je, da zaflikamo to grozno luknjo v upanju, da se bo le razvila zavest, barem pri bralcih, če ne pri populaciji. No, eni venci, kot rečeno, tukaj niso posvečeni lepim rečem, kot so politiki, ampak so tudi recimo katalogom, Ikeji, erotiki, ampak ne tej erotiki, ampak erotiki na spletu. Kakšen navdih je bil to? Ja, fajn. To je to, kar je Primož že omenil. To je tako imenovana paraliteratura. Gledam iz katere smeri začeti. Najprej Ivan Čolović, en čudovit znanc, si upam dodati, en gospod v Beogradu, ki je v 80-ih objavil neko serijo tekstov in par knjig tudi o paraliterarnih fenomenih. Ne vem, če je to prav njegov izraz, ampak njegove knjige, kjer je zbral in analiziral književnost oziroma napise na grobovih ali navijaške pesmi, narodnjake, in jih je tretiral kot književno relevantne, so bili za mene formativna literatura. Takrat sem tudi sam to je Dešanovska gesta, tem aktom branja mikrobesedil okrog sebe začel pripisovati umetniško relevanco. Mislim, da je to sila pomembno. No, ko sem se lotil tega in vprašanja, kako bom s temi triggerji, s temi prompti, s temi izvirnimi mikrobesedili, mi je ta odgovor Čolovićev paraliterarni bil absolutno edini intuitiven. To je eno. Drugo, spomnite se prvega kadra v filmu Matrix, Matrica, mislim, da je slovenski prevod, Jesus. Ko se karakter od Keanu Reevesa zbudi v neki slini zeleni, v kateri je bil mariniran in so samo kabli vlekli iz njega vitalne fluide in dodajali nove. Mi smo takisto marinirani v eni juhi, v neki miazmi od teh mikrobesedil Čolovićevih, ki nam kreirajo imaginarij, učijo nas, kako videti svet, kaj si želeti, kako živeti. In zbral sem take tekste. Zato imamo najprej, ta panteon teh čudovitih twitterašov, kot so Janša, Hojs in njegovi. Vzel sem headline od Novičk,
ker to je nekaj, kar je skozi okrog nas in nam dopoveduje, kakšen je svet, člene ustave, programe strank, vizije podjetij, ampak tudi v tem oddelku Domovina, kako si turistična organizacija Slovenije predstavlja in piše o destinacijah, ker te teksti nas učijo, kako misliti o Bledu, Piranu, Postojnski jami. Erotika je super, to je iz Bolhe, to so oglasi za erotske pripomočke, med katerimi je daleč za mene najbolj intriganten tisti junak, ki, kaj že, prodajam analni lubrikant, samo osebni prevzem. Ta je res prodoren, če smem uporabiti to A ga besedo. mogoče preberemo, kje je umetniški bralec? Nikolovski je prišel, prebral in šel. To je bila intervencija taka. Avtora bi vi sami prebrali. Ma ne, to bomo pustili ljudem. Skratka, knjigo se da brati tako sonet po sonet, pa preskakovati, ali pa samo vodoravno čez to marinado od kratkih besedil, čez te samo te prompte, ki so v italiku. Moj namen tak pokvarjen je bil, če že jaz moram plavati in se utapljati v tej marinadi, da vidim, kako se bo odrezal robot. To me je intrigiralo, to je tak, če priznam, to mi je bil eros pri tem projektu. Ne? Zanimivo je, da v bistvu je robot dosti bolj dostojno odreagiral kot nekateri, da rečem, avtorji prvih stihov. Ne? Celo tam, kjer je pač prvi stih vulgaren, primitiven, mu pravzaprav robot ne sledi v tej njegovi najslabši plati. Robot nima istih intenc kot te gangsterji izvirni, ampak tu se pri tej umetni inteligenci in pri tem našem sožitju ali spravi, ki jo moramo poiskati z algoritmi, dogaja nekaj intrigantnega. Mi imamo odnos do cenzure ali pa do omejevanja svobode izražanja, ki smo ga predvsem v zadnjih 200 letih tako malce razvili pa spolirali do nekega stadija, ki je bil, mislim, da na najvišji stopnji v 60-ih, 70-ih, morda 80-ih v SFRJ. Ampak od tu naprej se učimo, da obstajajo meje svobode govora. Fajn. In se pogovarjamo o družbenih odnosih. Ampak zdaj s temi stroji postaja dodatno seksi. Po eni strani zaradi intelektualne lastnine ti ne smeš izgovarjati enih besed ali pa uporabljati podob. Rečeš fuck you, ampak ok. Po drugi strani zdaj orodja sama tebi onemogočajo, da uporabiš določene izraze. Umetna inteligenca, ki je danes zadnje pol leta izrazito popularna tudi med laično javnostjo, ki iz besedil generira slikice, že na nivoju vnosnega polja in seveda na rabi samih podob te dobesedno onemogoči, da boš naredil nekaj recimo pornografskega. Strašno hitro si trčil v neko mejo in se bo cela veriga zaposlenih v tisti firmi hitro strinjala, da zaradi njihove omejitve odgovornosti se ti ne smeš izražati tako ali tako. In to jaz mislim, da postaja zanimivo. Hočete povedati, da je v bistvu cenzura bila na delu pravzaprav, da ima že pač stroj sam po sebi ugrajeno. Ja, in da zato niso ponavljali pač tistih stvari, ja. Mislim, da v svoja orodja ugrajujemo svoje omejitve kot human species. Kaže, vsaka tehnologija je samo, medijska tehnologija sploh, je ojačevalec zatečenih družbenih odnosov. Mi nismo s tehnologijo spremenili substanco in strukturo družbenih odnosov, kvečjemu smo jih ojačali. Vsakič, ko se pojavi nova tehnologija, neki sezon poslušaš, kako bo spremenila stvari. Kar ta tehnologija zares spremeni, je, da namesto ene garniture vladajočih dobiš drugo in to občasno. Kot arheolog lahko navržem, da ja, to smo res imeli, ko smo šli iz starejše v mlajšo kamnito dobo ali pa v bronasto kasneje. Da, pojavi se tu pa tam nova elita z novo tehnologijo. Ampak substanca je verjetno tam nekje pri besedi status quo, pri boju proti establishmentu in zato imaš ti danes, sorry, če smo zavili, zato imamo to implicitno ljubeče strinjanje med politiki v Washingtonu, Teheranu, Beogradu in ne vem, Hararevu, ne?
Zato ker v resnici vsi rabijo isti software za nadzorovati napade na status quo. In zato se objemata, ne vem, Zoki pa Dodik, ne? Ker sta na istem, v tem smislu na istem projektu, ne glede na vse razlike. Kaj bi torej ta uboga umetna inteligenca naredila, če bi ti nanizal 6 najbolj svinjskih kletvic? Odvisi, kdo jo uči jezika, in v tem je fora. Dokler ti pristajaš na danosti neke tehnologije, v resnici si samo testimonial, si samo trgovec, ki preprodaja isto robo. In ne vem, jaz se ukvarjam s tehnologijami v umetnosti in moj prvi nasvet vsakmu mulcu, vsakmu, ki se dotika česarkoli, je, kako se to prevede, burn the fucking manual. Takoj zažgi navodila za uporabo. Ker v momentu, ko pristaneš na način, kako se s tehnologijo dela, si anuliral svojo avtorsko osebnost ali ambicijo, da boš doprinesel k razvoju človeštva, umetnosti, sveta, odvis kaj te motivira, ker si se spravil v groove, v brazdo, ne? Velike besede, sorry. Ne, skratka, jaz ne vem, po mojem tudi druge to zanima, ne samo mene. Ne, to skratka pomeni, da bi ti lahko neko, da rečem, sporno vsebino sploh spravil v neko poetsko zbirko, moraš v bistvu najti pot, kako boš zgolfal umetno inteligenco. Da, in to, o čem se pogovarjava, je tista cona tenzije, ne? To je edina cona, kjer je umetnost interesantna. Ostalo je dekorativa, super za bogate ljudi, da imajo v stanovanjih, ampak seriously, tu se dogaja umetniška relevanca, tam, kjer je cona tenzije. Gospod Čučnik, imate vi kaj k temu za dodati? Ja, ne vem, razmišljam, zdaj, če gledaš kako se generira ta angleški sonet, verjetno bi ti lahko njemu rekel, tam imaš 2 opcije, da zbereš, kao da bo love sonet ali pa hate, ne. Se pravi, lahko bi zbral hate, ne, in potem bi on nekako šel, sam bi ga mogel ti naučiti, kaj so zdaj hate besede in kako zdaj to, ne. Pač naučiti bi ga mogel in dal bi se verjetno. Mogoče tudi, da sovražni, ne vem, sovražni sonet, da ti napiše. Če ga ti naučiš, da mu daš ta ukaz. Ti nisi tako delal, ne. Ti si pač samo not mu to vrgel, on je to znal, kar je znal in je izbiral. In dobro, pridejo ven zelo zanimive stvari. Hočem reči tudi v napakah, tukaj se mi zdi, da je, to je bilo meni recimo zanimivo kot avtorju. Včasih zdaj berem kakšne mlajše avtorje, ki veliko berejo angleščino, poezijo. Pišejo tako čuden, ne, ker jaz recimo sploh, mislim, ne morem jaz tako pisati, sploh ne znam. On nekako, ne vem, to prevaja, nekako čist drug jezik se je ustvaril. Pač naučil se je drugače to pisati, ne morem jaz to niti posneti. In tukaj je zanimivo, kaj dela ta računalnik, ne. On dela zanimive stvari tudi v tem smislu, čist kako stavek naredi, ne. Tudi če je napačen, on dela mogoče skozi isto napako, ampak nekako se zdi to, da je pol prav v tem njegovem kontekstu in to je bilo meni zanimivo, ko to berem. Ja, zgleda kot nek eksperiment z jezikom, ne? Izumlja tudi neke nove besede, ne? Nekaj Neke tudi dela besede, z ki jih jezikom. izpelje z neke druge besede na nek svoj novi način. Tako. Kot prevajalci to počnemo, ne? Kadar ni dejansko nekega čist dobrega ekvivalenta, nekaj si izmisliš Tako, besedo. ali pa njega tudi zmede. Pa zelo je v bistvu, on je zelo, kako bi rekel, demokratičen v tem smislu, ne, da včasih neke take tautološke stavke producira, ne. Da pove nekaj, pa nasprotje že združi v stavku, ne. V bistvu je, ne vem, staro Grk, ne, mislim, ne vem. Dober je, no, skratka, zanimiva stvar tudi za brati. Tako kot Vuk ustraja, da je to treba brati, ne. To je poezija za branje, v bistvu. Veš kaj? Knjiga za branje. Pri Zato teh robotih je vprašanje ne samo te knjige ali razstave ali kaj imamo nalepk, kako bomo mi v tej konkretni eni situaciji se zmazali, mi osebno tokrat naredili, ne vem, pornografski sonet. Gre za smer razvoja celote in poskus analitskega pristopa k spravi z algoritmi, ne. In ena stvar, ki ugotavljamo, da in tehnika in stil postajata tako zlahka posnemljiva, da postajata nepomembna. In kar ostane, je Dišanov ta cerebralni del, konceptualni del pri umetnosti. Pri tej robotski poeziji
Ne trdim, da jo ni treba brati, dobro jo je brati, fora jo je brati, jaz sem to prebral 100-krat, ampak to ni ključno. Bolj pomembna so ta temeljna vprašanja kreativnega akta in načina, kako definiramo umetnost vsak zase, vsakič znova, iz generacije v generacijo. To, kar so bile samo avantgardistične sanje tiste generacije v 60-ih s Kenojem in Ulipo, so za nas danes infrastrukturne danosti, ki so praktično del vsakega orodja, ki ga uporabljamo. Torej, mi ne moremo več pisati tisto poezijo iz 60-ih, je nesmisel. Tu se meni zdi, da se dogajajo intrigantne stvari za razvoj književnosti, ki jo ne smemo razumeti kot sindikat knjigovezov in tako naprej. Kot si rekel, ne, samo še nekaj mogoče. Tudi v sodobni poeziji imamo že primere, da uporabljajo avtorji pač te čisto osnovne pripomočke, ki jih dobimo na Googlu, ne vem, stavek napišeš v slovenščini, ti ni všeč, ga prevedeš v angleščino in pol nazaj iz angleščine v slovenščino in dobiš nek drug stavek, ki ti je pa v redu, ne. Recimo, da si s tem nekaj in to dejansko tudi se že dogaja, ne, se pravi, da je tukaj, mislim, v navadni poeziji, tej, kako bi rekel, izpovedni, če tako rečem. Mogoče pač ni, ne, to ni zdaj ta prava izpovedna poezija, ampak vse to uporabljajo že tudi avtorji in to verjetno bo vedno bolj, ali kaj, ne vem. Trik je v tem, obstaja že, mislim, koncept iz 1950-ega, prve aplikacije 65-ga, ta Turingov test. Ta ideja, kjer ti, ne da bi gledal, pa dobro, tam je bilo to v text modu, ti prepoznaš, ali se pogovarjaš z robotom ali z živo osebo. In to je sila zanimiv konceptualen članek v reviji, ki je znalo brati 5 ljudi 1950-ga, ampak posledice so kapitalne. 66. leta je neki tip, ki je zbežal pred holokaustom, v Ameriki naredil Elizo, ta prvi chatbot, ta bot, algoritem oziroma robota, s katerim si se ti pogovarjal. Bil je zelo rudimentaren, ampak je bil napad na Turingov test in ena podzvrst te Elize, ki je, mislim, da je doktor, ki je govorila s tabo o analitski, psihoanalitski, je že šla na rob tega, da so ljudje res mislili, da se pogovarjajo z sentient being, ne, z osebo, ki misli. Ne. Torej, mi imamo potrebo za tem, razmišljamo o tem že zelo dolgo, 3000 let od Homera, ne, o tem tretjem, o tem stroju, ki bo z nami govoril. Ne. Ampak kar se danes dogaja, je, da se slika obrnila. V resnici zdaj, in to vsak od nas dela vsak dan, zdaj nas roboti sprašujejo, če smo mi roboti. Ne. V resnici je robot tisti, ki nas izprašuje, ker rabi za computing. To postaja intriga. Ne. Kako se bomo zdaj obnašali naprej? A ga bomo skušali prevarati, kot on skuša prevarati nas, oziroma prečitati? Ja, stvar mentalitete. Družba nas uči, da ne bomo uporniški, ne. Mi moramo ubogati, torej, koliko nam on reče in seveda politična ekonomija, algoritmov, to je vse v lasti od nekoga. Vsakič je zadevo investirano z namenom. Algoritmi niso meteorologija, ki pade kot ta dež iz nekje. To se treba še vedno zavedati. Ne? Ja, vi ste se s tem zavarovali, ker ste rekli, da to ni degenerirana umetnost, ampak je generirana. Skratka, če je računalnik generiral, potem ste vi nedolžni v tej zgodbi. Nihče ni nedolžen, dokler robot ne reče. Da ste nedolžni. Ne vem, ja. Ok, dodal bi par stvari. Ja, mogoče sam še, vaša knjiga bo prevedena v italijanščino. Kar je lepo, mislim, za prvih par stihov bo poskrbela vrhunska prevajalka v italijanščini, ki je pač po čistem naključju avtorjeva mama, na drugi strani pa bo italijanska umetna inteligenca naredila svoje.
No, mene zanima, je ta inteligenca enako inteligentna kot inteligenca v slovenščini? V resnici nisem uporabil italijanskega generatorja, ampak Google Translate za ta robotski del. Za prvi del pa imamo, ki je pedigrirana prevajalka Montaleja in je to tako freudijansko maščevanje vrhunsko, kao draga mama, zdaj, ko si končala z Montalejem, zdaj pa prosim, evo ti Janša, Hojs, daj ti to. Okay. In v resnici je bila vesela, da sploh govorim v njeni smeri. Dobro. Konec januarja je vsakokraten, kaj že tista obletnica holokausta oziroma dan spomina na holokaust in v Trstu imajo redno neke seanse, konference in so slišali za te sovražne tvite v sonete. Sem jim najprej ponudil, ker programerji iz Šempetra, jaz tudi govorim italijansko, da kaj če bi mi, evo, ker že beremo in Melonijevo in Salvinija in ostale junake, kaj če bi mi to pošteno naredili from scratch za vas v italijanščini in profesor Bogi je umrl od strahu in mi je opalil jambreka, tako ja veš, ampak pol bi rabljali še glasove iz levice, da bi to uravnotežili. Ker sem se odločil ne biti do konca pedagoški v prvem stiku, nisem odgriznil glave, sem namesto tega rekel plan B, tako da imamo temu se reče testo a fronte, to je usporedni prevod in se zdaj trudim, vsi mi poznamo samizdat, vemo tudi, da obstaja kamizdat založba, no tole sem se zmenil, da bom mamizdat, skratka bom mamo na žico tudi za finance, za natisniti. Zdaj, prej sem vas prekinila, ker povejte še, kar ste si prej želeli. Spomnil sem se samo na par stvari. Eno je, da je knjigo oblikovala Irena, tu prisotna, ki je kot vedno naredila odličen job, hvala draga, ampak to je uvod, da bi rekel nekaj drugega kot odziv na to od malo prej. Irena je vpila na glas in se režala na glas, ko je delala Prelom, in mi je za nekaj verzov zagotovila, da absolutno bi morali biti v kamenu uklesani, da so tok dobri. In to je dobro pri tej knjigi, da v resnici naletiš na misli, ki te ne pustijo mirnega. Ne? Ker tista zgodba od zadnjič, ko bereš avtomatske tekste od Desnosa, od Francozov, ki so v pol snu, pa na absintu, pa še kako drogirani, deklamirali in so kolegi zapisovali to poezijo. Ti, ko greš pripisovati smisel tem verzom, veš ta Turinga, ne, da je na oni strani human being, ne, da je oseba. In dogaja se nekaj interesantnega kot pri vsaki avtomatski poeziji. Tlele, če veš, da je na oni strani robot, tvoja percepcija, tvoj aparatus za pripisovanje smisla vse en dela. In zato, draga, ne vem, gremo kamnoseku, ne, se strinjam s tabo. Druga, morda fajn stvar, moram še to, prosti. Vse, kar vidite na teh slajdih, 4 slajdih, je v pisavi, želim pohvaliti en aspekt projekta, oziroma izpovedati še en fetišizem, eno patologijo. Ne. Na Nuku sem se zmenil in sem dobil izrazito kvalitetne high-res skene od sonetnega venca, tiste prve izdaje iz 34. In sem to odnesel na eni ekipi, ki izdeluje pisave, ki izdeluje fonte. In tole je res pedantno narejen font prav po tisti prvi izdaji in še povrh je tako imenovan variabilni font, imaš 5 A-jev, 5 B-jev, tako da ko tipkaš, on malo randomly izbira in je zadeva še toliko bolj subliminalno dokumentarna, kar se mi zdi pomembno povedati. Za malo kater projekt umetniški slišiš, da je nekdo naredil font, ni prvič, ampak vseeno. In to me pripelje k temu, ker sem malo prej hotel pohvaliti enega umetnika od tlele. Mi zdaj opažamo, da cenzura deluje že na nivoju orodja, ki ga uporabljamo. AI nam otežuje, da bi uporabili zoprne besede. Od Kozoleta pa od sin, ker se ne morem spomniti, če je Emil ali Erik, ker sem senilni starec. Kako? Emil. Ta malo Kozole je naredil čudovito stvar. Ko je še se šolal v Angliji, je naredil font, pisavo,
ki izgleda kot vsak drugi font, mislim, nič super seksi na nivoju tipografske kompozicije, kerninga in tega, ampak ta font je v direktni vezi z bazo prepovedanih besed, tako da ko ti tipkaš, on tebi avtomatsko začrni, v Wordu ti začrni prepovedano besedo. A ni to ultimate sanje od nekega Orwella, ne vem koga. Meni je to čudovito. A boš ti probal? Ja, ja. Ja, jaz samo lahko bralce potolažim, da ta čudoviti font je uporabljen za naslove. Sama pesem je pa napisana v nam dobro znanih in obče berljivih črkah. Zdaj si mi dala tako randomly odprto. Fajn je, da uporabimo random pristop. To je iz venčka osebnih stikov. Od vseh teh ready-made-astih iskanj teh mikrobesedil mi je samo to kategorijo bilo težko delati. Vse drugo, tudi Irena me poslušala, kako se kikotam iz sobe in sem užival in bil totalno ganjen in happy, ampak to sem se mučil. Zato ker pri teh osebnih stikih, evo, Nino 29 let, Manca 28 let, ljudje pišejo te oglase, iščejo partnerje, I guess, in pa zelo razumeš hitro, kaj so na tegi, kje se nekdo malo zafrkava, razumeš, kje mater, če bi bil policaj, bi prepoznal neko prostitucijo, under construction, ampak najhujše mi je bilo brati te oglase, ker si videl, da gre za nesrečne ljudi, ki dejansko verjamejo v ta način iskanja partnera. In priznam, za razliko od drugih kategorij, ker sem malo več prebral, pa izbiral take seksi dobre, tu sem komaj čakal, da zginem, da zbežim iz te kategorije in te so zelo hitro zbrani. Torej, Nino 29 let, tega si mi dala v roke. Hej, baby, sem Nino iz okolice Maribora in imam rad lepe ženske. Sem prijazen in ustrezljiv, če si za akcijo, sem na voljo. Tudi če si starejša, ni nič narobe, bi rad sprobal kaj novega. Do tu je bil človek. Naučite se ljubeznive slovenščine, je rekel mož. Ako se v meni prebudijo črne srajce, ne bom več dolgo mlad, je moj obraz, nevihtna celica. Ne vesta o temnih časih. Ne vem, če še čisto dobro, zakaj mi zvoni. In me že skoraj ni sram povedati svoje želje po telefonu. Ponudil bom svojemu namenu. Ponuja se mi kot darilo. Obupljivo je to početje v moji moči. A v tej smeri se svetli sočasi. A da ti ne pade mrak name, ne vem več, ali naj grem k njej. Je lepa kot moja mama, ki me ima rada, a vseeno ljubica. It's a mystery. Ne, lepo je, ne, od neke, da rečem, neposredne seksualne ponudbe do neke incestuozne mame, Vse imaš ki je noter. lepa. Duh ljudstva. Duh ljudstva je spregovoril. Gospod Čučnik, imate vi še? Bi kaj prebral, sem nimam očal, ne. Da sem slabo viden. Za konc, kaj še eno preberemo, pa gremo. Ja. Ja, mogoče pa raj kdo kaj vpraša. Aha, ja, seveda. A bi kdo? Ker to bi pa... Ne, pogledaj, ja, gospa. Evo. Hvala lepa. Maja Bogataj, Jančič, živijo Vuk. Jaz sem prišla sem, da si nastavimo gledalo glede vprašanj, s katerimi se jaz ukvarjam na temo umetne inteligence in obdelave podatkov. Jaz sem sicer s področjem intelektualne lastnine, ampak zadnje čase tudi s tem. Seveda sem dobila še eno dodatni input, kot vedno pri teh projektih, kjer je, mene sicer ta segment zanima, ampak bistvo je, da ste s tem projektom nastavili gledalo za ta prostor bistveno bolj pomembnem vprašanju, to je to nacija, kultura in podobno. Skratka, družbeni moment ste izkoristili, da ste predstavili ali pa si predstavil Vuk tisto, kar te tehnološko najbolj zanima, zdaj kako se to generira, producira nov produkt.
neustvarjalnost in obenem to preizkusil na tem družbenem fenomenu. Skratka, ugotavljam, da zraven se ogledalo slovenski družbi, to kultura nacij in ogromno ogledalo celemu svetu, ki trenutno razpravlja, kaj bo z vprašanjem, kaj to, kar sproducira algoritem, ali je to avtorsko delo, ki ga je potrebno zavarovati s pravicami intelektualne lastnine, se pravi in imetnikom algoritmov ali podatkov podati na lastninsko pravico ali ne. Skratka, ta drugi del mene neverjetno zanima in se s tem tudi ukvarjam, ker je vprašanje, kaj to, ki je metal ven algoritem, a je to avtorsko delo ali ne. A je algoritem avtor, a si še vedno avtor ti. A ne? In na tem področju je seveda trenutno jasno, da ta algoritem, kakor pameten zveni in kakor smo vsi zadovoljni s tem, še ne zmore te originalnosti, ne more še te creative spark. Čeprav en del je že čist, ne vemo, kaj on počne. Se pravi, si ti avtor in edini imaš avtorske pravice na tem avtorskem delu, je pa seveda nekdo, ki se poglobi v to vprašanje, razume en del, ki ste prej razpravljali, in se opravičujem, ker zdaj predavam namesto, da postavljamo vprašanje. Zelo mi je bilo zanimivo, ko si komentiral tisti del, zakaj algoritem ni bil tako nesramen, kot so bile prvotne besede. A ne? Algoritem je majhen program, ki se uči in raste tako kot majhen otrok na ogromni količini podatkov. In podatke, ki jih je dobil, se pravi pretekle sonete, kar mi pišemo kot Slovenci in je dostopno in je dano na spletu in ni varovano z avtorskimi pravicami in se algoritem lahko na tem uči, ker tisto, kar je varovano z avtorskimi pravicami, se skoraj ne sme. Se pravi, kar je trenutno dostopno algoritmom, je prijazno. Zdaj pa, če bo pa se algoritem zmeraj bolj treniral na neprijaznih zadevah, na nesramnih zadevah, na biased, se pravi zadevah, ki diskriminirajo, ki izločujejo, ali naj bojo to umetniški projekti, ki nastavljajo gledalo, ali pa naše vsakodnevno življenje na Twitterju, Facebooku in podobno, bo tudi ta algoritem postal nesramen. In danes je to majhen algoritem, jutri bo pa to tehnologija, ki nas bo stregla v domih za ostarele. Tako da vprašanje pa je, kako preprečiti, da se bojo slovenski algoritmi ali pa algoritmi, ki bojo prišli iz naše nacije, da ne bojo nesramni, da ne bojo rasno diskriminirali, da ne bojo naciji. Bodo točno toliko simpatični in sladki, kot so bili birokrati, ki so sprovedli izbris. Točno taki bodo algoritmi, ne bodo drugačni kot to. To je najkrajši odgovor, ki ga lahko dam na ta del, ampak veš, evo, Irenina izkušnja, ko je delala ustavo, ko je delala dizajn in prelom knjige z Darkom Nikolovskim, ki je prej tu stal na ovitku, Slovenija je država, v kateri je reper na naslovnici ustave, to je super, ampak na kaj je Irena naletela? Tekst ustave, 30 let star plus dodatki, je bil nelektoriran in nihče nikoli ni naredil korektur, zato, ker smo imeli 30-letno verigo inkompetence med tokrat pravniki, ampak isto je med ekonomisti in tako naprej. Zato, ker tistega se ne dotikaš, to je neoporečno, to je prišlo od strokovnjaka, jaz se ne smem mešati in v takih okoliščinah, in algoritmi nastajajo približno po takem pipelineu, v takih okoliščinah potem prihaja do, moram tako reči, algoritemskega holokausta, tako kot pride do birokratskega. Nihče ni odgovoren. Plus pri algoritmih imamo ta proprietary štos, da ti ne moreš vedeti, kaj je v black boxu, malo bolj zoprno, da niti programer v resnici ne more vedeti, kaj je vse v black boxu, ko gre za te large language modele, kot je ta, ki smo ga uporabili. Skratka, zaguljeno je, absolutno, samo z drugimi besedami pritrjujem na glas, ker imam večji mikrofon tvojih temeljnih konstatacij. Glede avtorstva je zabavno in to je to, kar sem prej Primožu probal povedati. V resnici slog pa tehnika pisanja, paintanja, žiga, postajata popolnoma irelevantni kot nekaj, kar ti kot avtor greš
usvojiti, pa se časkom poučiti skozi 20 let šolanja, pa še 20 let izkušenj. Zato, ker te bo robot absolutno brez nobenih težav posnel v nanosekundi. Torej, umetniška relevanca, ko se pogovarjamo o tem, da nismo več sami in so med nami tudi algoritmi ali roboti, umetniška relevanca ostaja v izrazito konceptualnih vodah. In še najmanj zanimiv je končni rezultat, ta podoba ali ta tekst. Se meni zdi. In na robote je treba gledati kot na družbeni pojav. Na algoritme je treba gledati kot na družbeno-politični pojav. Seveda, kot si rekla. Ne? Skratka, res je. In s temi zlatimi besedami za v kamen vklesati, imam vtis, da bomo morali zaključiti, ker vidim, da se zbirajo ljudje za druga ta. Hvala lepa, da ste prišli. Upam, da ste izvedeli nekaj, kar niste še nikoli čuli, kot jaz. In lep dan. Hvala.